Vereniki Nikodri in Morjeno Meč. Seveda pa nam bo gospa Aksenija Krmavner svoje delo še bolj natančno predstavila, zato ima vedno sabo, kot sama pravi, sago, ki je polna različnih slikanic. Vodila bosta Avi in pa Natalija, torej naše srečanje. Predtem bi še prosila gospod Silvo Kasteli, pomočnico ravnateljice, da nekaj besed pozdravnih spregovori. No, jaz bi samo na kratko izrekla res dobrodošlico gospe Krmavnerjevi in zahvalo mentoricama in dijakom, ki poskrbijo, da se učilnica spremeni takole v ustvarjalnico, v ustvarjalnem prostoru, v katerem bomo razmišljali o literaturi in ker nam bo literatura izhodišče za vse to, kar sami doživljamo. Zelo smo veseli, da ste se odzvali v vabilu in želim, da preživimo eno lepo popoldne, urico o vaši literaturi. Zdaj bi nakratko še nekaj zapela. Sweet
Zdaj bi nakratko vas predstavila. Ksenija Kermanov se je rodila leta 1956 v Ljubljani, materi pisateljici in profesorici Alenski Poljevšček Kermavner in očetu literarnemu zgodovinarju Tarasu Kermavnerju. Leta 1982 je diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani, smer slovenščina. Od leta 1997 do leta 1999 se je strokovno izpolnjevala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Defektološki fakulteti v Zagrebu. Znana je kot pesnica in pisateljica, od leta 1987 pa je zaposlena kot učiteljica slovenščine in likovnega pouka v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. V letu 2011 pa je zaposlena tudi na Pedagoški fakulteti Koper, predava pa na smeri inkluzivna pedagogika, predmet, metode dela s slepimi in slabovidnimi. Avtorica je svojo literarno pot začela leta 1977 s pesniško zbirko Ples pravljic. Od takrat pa je tudi izdala še številne knjižne dela za otroke, mladino in pa tudi odrasle. Že od leta 1988 se je v svojih delih ukvarjala s problematiko slepih in slabovidnih. Mogoče samo kot zanimivost, to je bila moja prva knjiga Ples pravljic. Začela sem jo popisati v srednji šoli, kot ste zdaj vi. In to z enega razloga, ker sem bila zelo zaljubljena. Tako se da začeti, ne? Ja. Tako da, ker pa tisto me ni malo, ne, sem pa hudo in pomagala je ravno to, da sem veliko pisala in se nabrala kar veliko teh pesmi, očitno sem tako precej zaljubljena, no. Ampak oče je enkrat to videl, oče se je tudi z literaturo ukvarjal in je rekel, pa daj pokaži, pa sem rekla, ma ne, to je samo tako osebno. Ker te dnevnike, takrat smo dnevnike še pisali, ne vem, da si verjetno ni tako, da te bil bloger. Mi smo pod zvezke pisali take ljubezenske izjave pa vse te zadeve. Pa videl, da so še kar v redu, pa smo jih izbrala in dejansko potem knjiga je šla, ne. Čeprav je zelo tenka, ampak je prava knjiga, je, ne. Pletnice ima sliko noter, sem je noter spoznala, pa vse. In potem sem bila zelo važna, jaz sem namreč iz družine pisatelja in sem bila pripričana, da bom jaz tudi pisatelj, zakaj češ drugega? Če oče si dan tipka na star stroj, pa stalno neki pisatelji hodijo, pa beremo kar naprej. Pa še ime imam po knjižni junakini iz enega romana Tihidon, ruskega pisatelja. Seveda moraš kaj češ drugega. Jaz sem si jaz to predstavljala, zdaj imam svojo prvo knjigo, zdaj bodo vsi mene prosili, da jim še kaj napišem, zdaj bom slavna, tukaj ne vem, John Rowling, pa Tesa Muka, pa Janja Vidmar, no. Pa bom tega živela, bom imela ogroben denarja in tako naprej, haha, ne. Meni me ni povohal. Ampak začetek je pa bil, sem potem kar nekaj časa ni nobena knjiga je šla, ker sem se pač poročila, sem imela otroke, hčere imam, potem služba, vse mogoče, tako da res ni bilo nekak časa, ampak pa smo počasno začela, ja. To, kar sta vidva rekla, v bistvu, oziroma ti si rekla Natalja, zato pa sem začela ukvarjati s tem. Za Ksenijo Kermavner se zdi, da brez premora dela in ustvarja. Poleg tega, da je mama 4 hčera, je bila zaposlena kot profesorica slovenščine in likovnega pouka na Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Je tudi plodovitna avtorica številnih knjižnih del za otroke, mladino in odrasle. Pisateljsko ustvarjalnost je razvejala na področju skoraj vseh umetniških praks, kot so likovno, gledališče, lutke, dramska in scenaristična besedila, glasba, fotopisi. Poleg tega pa je napisala več strokovnih člankov o slepoti in slabovidnosti. Zdaj imamo še par vprašanj za vas. Kaj si nikoli vsega? Gospa Ksenija, nam lahko pojasnite, na kakšen način vas je življenje pripeljalo na svet slepih in slabovidnih in kaj pomeni izraz inkluzivna pedagogika? Začnem pa s prvim vprašanjem. Kot si že povedal, jaz sem res začela učiti v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, zdaj se je preimenoval celo v center Iris, kar je lepše slišati. Če rečeš, da zavod je to tako, kot da bi, ne vem, bral tam enega Oliverja Twista, ne? Take sirotišnice zgodbe je to.
In so se spremenili zdaj v center iris, iris je roža, hkrati je pa tudi šarenica, se reče po latinsko iris, ne se to veste. In ima tak smisel, pomeni pa, to je v bistvu center za inkluzijo, rehabilitacijo, pomoč slednjih in slabovite. No, jaz sem tam začela delati kot učiteljica slovenščine in likovnega pouka. Mi smo imeli pa tam eno deklico v osnovni šoli, ki je imela albinizem. Vi, če ste prebrali Berenitine kodre, vsi veste, kaj je albinizem. In ona pa imela zelo, zelo goste, dolge lase, pa najvišjo obliko tega albinizma, tako da je imela čist bele. Ampak res bele, tako kot tabla ali pa tista lestena, ne svetle, ne blondne, ampak bele. Seveda tudi kožo, pa prozorne šarenice, take lepe bijočne lučke imela, pa seveda črna očala, kot že veste, ne, da pač moti svetloba, ker ni šarenica obarvana, pač da svetlobe pride. No in nekega dne smo šli, maja je bilo ravno, ko boste vi verjetno šli na pohod ob Šici, mi smo šli tudi, kot to je bila čisto običajna šola, in smo s to deklico okrog hodili po tisti poti, ne, se veste, in ko smo srečevali ljudi iz drugih otroke, iz drugih šol, pa dijake, pa učence, so take čudne pripombe padale na tiste njene dolge, bele lase. Recimo, pogledaj to malo, kaj pa to vlada, pa se že blajkaš, ne. Eden je rekel, ti koliko pa ti peroksida porablja, da si zblajkala te dolge svoje lase, ne. Pa tako, kar naprej so se nekaj vtikali, in pa, ko smo prišli nazaj v šolo, je bila ta Karolina kot tako malo jezna, no, tako je rekla, učiteljica Ksenija pa, oni ne razumejo, jaz pač taka sem, jaz sem se taka rodila in jaz ne moram pomagati. Sem rekla, veš, to pa zato, ker se niso zlobni, drugačno zgledaš in to je zato, ker pač ne poznajo. Pa rekla, kaj ćemo pa narediti, da bi se poznali? Se ga veste, kaj od učenci temu knjigo napisati. In to je nastala v to. To je bila prva knjiga, kakšne barve tam, in pomagali so mi ilustrirati moji učenci. Veliko na pouku, nekaj sem jaz narisala, nekaj smo skopirali, nekaj so pa oni risali. Naprimer, tole risbico se boste lahko pa nis pogledali, je naredila ena deklica, ki je slepa z ostankom vida. Ker sem mi dala debele flomastre, pa zelo od blizu je gledala in naredila tako roško sliko. Teda so v bistvu vsi sodelovali, ki so želeli. In tukaj not piše čisto enostavno, najprej kako vidijo sploh slepi. Ne? Mi rečemo, kar vidimo. Ne? A češ to pogledati, rečeš slepo, pa mu daš roke, to pomeni, kako tipaj. Potem, kako pišejo, to je tudi ena taka zanimiva stvar. Ne? Jaz imam v bistvu cel kup stvari samo, da boste videli, kako pišejo, se verjetno bodo vprašanje. Potem, kakšne pripomočke uporabljajo, kako sploh lahko samostojno živijo. Ne? Veliko je teh stereotipov, joj, slepi so pa taki revčki, najbolj, da jih daš nekam v pot, pa brez veze. Ne? Pa sploh ni res, oni se lahko učijo s temi računalniškimi programi, pa vsemi temi zadevami. Oni so na Facebooku, oni po Google lahko brskajo in tako naprej, berejo knjige. Tako da s tem se je začelo in tukaj zadnji, ko boste od blizu pogledali, boste takoj prepoznali to Karolino, ki ima sicer že takole krajše lase, ker ni zdržala enostavno, bo to pripomb. Danes je že mamica, ima čist kratke lase, tukaj jaz, počasih bi se rdeče pobarvam za razliko, ampak upamo, da smo nekaj s tem naredili, no, vsaj na začetku. Potem je nastal tudi musical, s tem smo pa tudi glasbeno se uveljavljali, kakšne barve je trma, pa še z belo palico. To je bil začetek, to. Potem pa, lahko da še potem je pa vsako leto v bistvu išla ena knjiga, vse ni bilo nujno, da je to ravno na slepih in slabovidnih, in tudi odrasli sem pisala, pa tudi za običajno otroke, tako se trudila dobiti, zelo prisotne tukaj na sceni pedagogov. A je še nekaj inkluzivno, pedagogika se me vprašal. Inkluzija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v družbo. To se pravi, včasih smo imeli mi tamle zavode, ker so jih nekam takole skrili, neke stare graščine, pa so jih potisnili čist na rob, pa sploh niso manj hodili te otroci, ne, s posebnimi potrebami. Imamo gluhe na glušne, imamo motnje duševnega razvoja, imamo recimo učne težave, ki jih je zelo veliko disleksijo, ne vem, cel kup stvari, gibalno ovirane na vozičkih, ne. In danes je pa se družba malo spremenila v tem smislu, da pa želimo, da so z nami, ker smo videli, da to niso neki drugačni, neki čudni, neki čudaki, ampak se mi lahko tudi od njih veliko naučimo, ne, to je inkluzija. In jaz v bistvu izobražujem učitelje,
ker slej ko prej bodo dobili nekega otroka s posebnim potrebom v razredu. Zdaj že 15% v osnovni šoli. Morajo učitelji tudi kaj znati. Jaz vem, da če ne bi poznala slepih, pa da bi kot učiteljica dobila naslednjo razred, ne bi kaj, bi rekla, kaj ne pa z njim dela, kako? Seveda ne moraš vedeti, ne? To je to. Hvala. Zdaj ste mi obenem še drugo vprašanje odgovorili, zato bom preskočil malo. Če nam lahko poveste, kaj je v vašem projektu Tipanka v vsako slovensko knjižnico, kako se je pričel, kako poteka in kako je v našem okolju sprejet. To se pa tudi začel, jaz smo same zgodbe, se vidite, to naprej mene zgodba prepodovala. Namreč v 5. razredu je snov, če se boste spomnili, toplo-hladni kontrast. Tople barve na eni strani, hladne barve na drugi strani in kontrast med njima. In ker smo bili mir običajna redna šola, sicer s prilagojenim izvajanjem, ampak rednim programom, sem morala jaz pri pouku to snov predelati. Smo imeli enega fanta, ki je bil pa kongenitalno slep, to pomeni od rojstva slep in nisi niti predstavljal, kaj je to barva. Čeprav je pa imel, zanimivo, je imel pa svojo najljubšo barvo. To je bila rdeča. Si mu rekel, zdaj danes bomo pa nekaj barvali, a boš, katero barvo boš rdeča. Pa ne vem, verjetno si sploh ni mogel predstavljati, kako zgleda. Ampak temu fantu, kako bi jaz to razložila, kaj so zdaj tople pa hladne barve. In pa sem razmišljala, da bi to mogoče naredila z teksturami, to se pravi z materijali, in sem si izbrala 30 materijalov, vsem svojim učencem si zavezala učiti, tisti, ki so bili slabovitni, so morali delovati kot slepim, in sem dala tisti kupček materijalov pred vsakega učenca in je moral vzeti v roko stvar in reče, hladna, ne topla. Vzela sem pa stekleničko, potem kamen, folijo, tako za zlezke obijati, potem blago, siropor, brusni papir, vse, kar sem našla doma. Jaz sem pospravila, pa sem dala to otrokom. In so dali ljubi so dva kupčka, vsi tisti otroci, 30, mislim, da jih je bilo, pa 40, pa sem dobila nekaj zelo zanimivega. Da so gladki materijali, še eno vprašanje, kaj se te treba najbolj hladno za njih? Ja. Steklo pa kamen, prav zanimivo. Vsi so zbrali steklo, kamen, pa še tisto folijo, ki je bila res zelo gladka. Medtem ko za toplo so zbrali pa hrapave materijale. Tukaj sem ugotovila, da tisto, kar je toplo, tisto, kar je hrapavo, očitno pod prsti deluje toplo, in tisto, kar je gladko, kar zdrsne v prsti, pa hladno. In sem potem naredila na tako prvo slovensko tipo slikovca, Snežna roža. Smislila sem si tudi zgodbico. Glavno je zelo enostavna, narejena je za potrebe tega pouka v 5. razredu. Glavno sem vzela kot prizorišče sever. Vsi slepi vajo, sever, igluji, pingvini, led, mraz in tako naprej. To smo tudi ilustrirali potem s hladnimi barvami in pa s hladnimi materijali. Namreč pogruntala sem, da če mekul lepilo, ne vem, če ga poznate, ampak v osnovni šoli ste prav to prijetno s njim, zelo je fino, ko se strdije prozorno in če kliknemo, potem se ne vidi, da smo malo popasali. Ampak delovalo pa je kot ena taka gladka površina. Ko so slepi to vtipali, so rekli, to je pa res neka gladka, kot je nevrste led. Ampak seveda sem si morala pa izmisliti neki kontrast in zgodba gre tako, da je tam živela ena deklica Aja, ki je dobila ribe z očetom nekega led in ko je čistila ribe, se je zbodla v prst. In na to zavedelelo planjavo je padla kapla krvi. Kri sem pa vzela kot toplo element, ker tudi vsak slep se že kdaj zbodel, pa ve, da je topla, pa da je rdeče barve, pa da je vse to, ne? In zato smo tole vzeli hrapovo. Če boste tole potipali z zaprtimi očmi, boste reščili za razliko med tem ledom, med tem gladko površino in pa med tem hrapovim. Pa se zgodba tako pač nadaljuje, tako je čudežna, ne? Iz te krvi naslednji dan zraste roža, rožo smo tudi naredili hrapovo, ampak ker se pač te inuiti oziroma Eskimi so zelo zadovoljni, ko vidijo to čudovito rožo, sklenejo, da bo njihova prijateljica, ampak naslednji dan, ko pridejo nazaj, vidijo pa, da je skoraj zmrznila, ker je pač po zimi in je padal in je snežilo po noči. To smo tako naredili, da smo rožo prelepili s folijo. Če boste poslušali, tako škripa, ne?
In en fant je rekel, tega sploh prej nismo razmišljali, smo rekli, samo prelepimo, da bo gladko, ampak je fantek slep je tako poslušal, pa rekel, joj, učiteljica, to je pa tako, kot če po zim stopaš na lužo, ki je čisto narahlo po ledenela, tako zapusta. Pa smo rekli, pa imamo pa še zvok zraven. In to si nekako lahko slepi potem predstavljajo. Eno, kako so rešili situacijo v knjigi, tako da je deklica Aja, ki je pač pametna punca, ki so šla v, vse so fante, ne, punca je spodje. Je stekla v iglu, vzela ven svoj šal in zavila rožo s tem šalom. Čisto enostavna zgodba, ampak ravno v tem je bil problem, nekako pokazati s tem toplo planom. In so pa tudi rekli, ja, da so dojeli, ne vem koliko, ne, pa vse razumeli so toplo pladni materiali, toplo pladna zadeva. No in ker je bila ta zgodba napisana v povečanem tisku za slabovide in pa spodaj v brajici, slepe, sem jaz to vedno vzela s seboj kot primerene knjige, se vidite, da je že zelo boga, je šla že zelo skozi veliko rok, ker sem resno zelo veliko nastopila za bralno značko na običajnih šolah, takrat nimajo slepi. Ko sem pokazala to knjigo, so si rekli, wow, ne bi pa tudi radi tipali, kako pa to zanimivo, a slepi pa znajo to brati, kakaj je to. In ravno iz tega je prišlo pa to, da bi naredili pa eno tako tak projekt, pa tipanka pa šla vsaka knjižica. Ampak tale tipanka, to tipna slikanca smo rekli, da je bila tipanka, ne? Je bila narejena samo v 40-50 izvodi. To je to treba lepati. Jaz sem svoje punce prosila, da so pač razgljale tole, tele rožice in vem, da so imele krvave žulje od škare, ker so jih tudi dobro, ne? In sem malo eksploatirala, ampak je. To dal še pokazati. No, pa ta nastal žiga špaget, ki je pa ni narejen na ta način, kot je snežna roža, ampak je natiskana. Zato smo lahko dosegli vse knjižnice, ne. To je pa s enim lakom delano, nekako prebrizgano čez, določene stvari se dajo tipati, druge ne, in pa brajica je tudi tako narejena s tem lakom. In sem rekla, ne bo ta knjiga povsod, ravno zato, da, ne samo zato, da slepi ima knjigo, če so recimo v šoli, v šolski knjižnici, v svoji, ampak tudi zato, da videči vidijo, aha, to je pa zanimivo, zato smo dali na koncu te zgodbe tudi brajeva abecedo. Da lahko tisto, kar zanima, na nekaterih šolah so se učili, so sami brajeva abecedo, pa so tako pisali, pa le drugno so si klonkiče pisali, so da to ne povedali. Ampak tudi to se da, ne, to so pogruntali, da se da. Lahko se z brajico pisati, se mislim, da sem še ne. Se ga bomo še meno začela, ja, tako je. Tako da to ne bi bilo tudi za povohati, tole jabolko, če ga podrneš, pa v list poduhaš, ne bi dišalo po jabolko, sicer so mačka šparali, kot ti drugi izdaji. Ampak v bistvu je žiga špageti šel v 1400 izvodi. In to je bilo to, ne, da je šla knjiga lahko v čisto v vsako knjižnico in se je zelo prijela, no, če vidim v šolo, pa rečem, žiga špaget, se 400 otrok zadere, gre v širni svet. Pa še zdaj nadaljujemo, ali predvideva stvar vprašanja? Dali smo namreč tudi v znakovni jezik, ne vem, če poznate. Namreč gluhi, če so opismenjeni v slovenskem znakovnem jeziku, potem ne morejo brati slovenskih knjig. Slovenski znakovni jezik je predvsem bolj enostaven. Doskrat rečejo ljudje, pa kaj bomo se z gluhe prilagajali? Se ne vidijo, se lahko berejo. Ampak če so opismenjeni v slovenskem znakovnem jeziku, potem ne bodo mogli brati. In smo mi tudi tako naredili, da smo naredili kretnje. Recimo, če vam, lahko imamo še tam časa, da vam preberem samo prvo poved, pa boste videli, kako je v znakovnem jeziku drugače. Začne se zgodba takole. Na štedilniku stoji lonec vrele vode. Kuharica strese ima veliko peš špagetov. No, v znakovnem jeziku je pa štedilnik, lonec vrela voda, kuharica notri lonec dati veliko špagetov. Vidite, da ni ne spreganja, ne sklanja, ne časom. In to je pač treba drugače narediti. Zadaj je tudi ta zgoščenka, na kateri je posneta na gospa, ki kreta, reče se kretanje, ne, da to rečemo v slovenski znakovni jezik. In tako da lahko gledajo ali pa pač te kretnje preberejo in razumejo slikanice. Drugače pretežko razumeti. Zdaj naslednjo knjigo, Žiga špaget je že za punce magnet, bomo naredili v
v brajici, v slovenskem znakovnem jeziku, v izituri nosimo, ki se pravi lahko branjo, in pa še za dislektike. Tako da bo vse skupaj mogoče zanimivo za prav. Zavodskimi učenci ste pripravili več predstavitev, kjer so na priliven in zabaven način prikazovali posebnosti, slepote in slabovidnosti. Nastopali so v muziklu Kakšne barve je tam videti sveta z belo palico, imeli so preko 500 nastopov v Sloveniji in tujini. Skupino slepih potnik ste izdali zgoščenko ljubezen na kakvi poti, za katero ste napisali tudi besedilo. Ne vem, če bi znal čas, da bi mogoče si prisluhnil to pesem. Tako prosim, najdeš slepi potnik, ljubezen na prvi dotik, ne? Bi mogoče kaj povedali, mogoče o tem? Ja, spet na zgodbici, seveda. Ko sem izdala tisto prvo knjigo, ki kroži okrog Kakšne barve je tam, smo rekli, da bo treba imeti tudi konferenco tiskovno. Mislim, da je od Rokom Benda tega. Ja, Rokom. Ja, našli. In rekla, da se oprosti, ampak tele pa te noben futur, imaš dve roki čez zdravi, prosim,
sam ješ. In je brez problema začel jesti, seveda, normalno. Potem je pa se pa šel v počitnice, 2 meseca je bil doma, in spet takole pa šel doma, ne? Ampak danes je recimo končal fakulteto, danes je teologijo študiral in je že zaključil, to se pravi res bister fakt, ne? Ampak gledajte, kaj starši naredijo, vzamejo otroku sposobnost, da bi bil samostojen. Mi se stalno borimo za slepe, da bi bili samostojni, to je bistvo. Ne toliko, da jim nafilaš glavo s podatki v šoli, ampak toliko, da jih naučimo samostojno živeti. Podatke najdemo mi na Google, danes v 3 sekundah se na telefone, ko jih najdemo. Ampak to, da znajo razmišljati, da znajo poiskati podatke, pa da so samostojni, to je bistvo. In to mislim, da sem vse skušala opisati. Torej, veste, če vi nekomu ponudite, ne vem, eno knjigo, ki not piše, ne smeš tega, pa ne moš tega, pa to pa noben bral. Če to zapakiraš v zgodbo, pa malo ljubezni sramo, pa malo napetosti, potem pa vsi naberejo, vsi. Potem pač berejo in si da zapomanja. Vi sigurno, ko ste prebrali to knjigo, veste, da kako se slednjim obnašate, ne? Nekaj že veste o tem. Niste čist lajki, da te bi naredili kakšno neumnost, pa in bo bilo zelo zaupano. Veste, da so to čisto običajni ljudje, pa ti prideš do njega, ti pomagam, vam lahko pomagam, a ni treba, no super, ne, pa to kakoli že. Pa da se nam smejo spiriti, ne. Zdaj bi pa povabil Marjeto, da nam predstavi svoj plakat. Pokazali smo vam, da so naši dijaki ogromno plakatov izdelali, Marjeto smo pa prosili, da predstavi. Jaz sem pa velik Nikodija in sem jo narisala in našpobarvala, ker je rambinka in naturalna pigmenta. Slice sem pa dodala to, kar sem si najbolj zapomnila celo večino. Zelo naredena nadeska, zdaj počpravim v pisavo, piercing, vesela volina, če pa se ven. Tudi svoje prijatelje, da je doživela tudi pogovaran. In na najljubša razborno pijačo, tudi prepovedane substance, da smrt pač ni pripezni. Mislim, da predstavlja termino, pa črna očala. Zelo lepo ste, zelo normalno. Radi Jaka, Anže in Ana bi pa povedala še svoje mnenje. Anžeta ni, je prosim, da jaz povedala njegovo mnenje. Ali pa jaz predlagam, da ti kar samo svoje poveš. Ne. Ja, mene pa je zelo všeč, ker ste ravno postavili, kako ljudi ne sprejmajo ljudi drugačnosti. Čeprav govorijo, da je noben celoti ne sprejme. In čez čas te seveda sprejmejo, ampak se tudi zato možete sam potruditi. Pa še želim tudi, da ste poudarili, kako se nasprotja v bistvu drugače kot ljudi. Si me raztrgala, vidite? Pa hitro se je igrala knjiga, kar je bilo meni ful všeč, ker zmed me zanima, kaj je še naprej. Isto nas bo pisatelji. Pisatelji smo mačka samoljubni, če nas malo podlakali, pogledite, potem smo potem prejdemo, smo veseli. Pa še kaj napišemo z veseljem. Pišemo iz tak za pravce, ne pišeš iz sebe, no, ampak jaz si pa vesel, če si podlakali. Jaz sem dala roman, ki me pač zanima, zakaj je to droge med mladimi in pa šta ljubezen pa spolnost. Vsak upotnik joint. Ja, jaz sem tudi zelo razmišljala o tem in tudi mi je rekel pisatelj Slavko Predo, ki so prijatelja, verjetno ga poznate, ne, Prava zelenega zmaja, pa so že v kratkih hlačah in kratkih hlačah, hvala. Je rekel, joj, Aksinja, pa to ogromno te droge, pa to pa se, a je res to tako, pa tako, ogromno bolj cvetlično piše, ne, ampak piše tako, ne. Jaz bili dam svojim ščeram za prebrati in preden gre to v tisk, sploh res, že zaradi slenga, ki ga je veliko not, da mi povejo ali pa zaradi stvari. In moja ta tretja, Izidora, tak je tudi na naslovnici, je rekla mami, to, kar ste upisala, je otroški vrtec. Zdaj upam, da se vi ne družite s takimi ljudmi, ne hodite, ne zakajate take kroge, ampak v določenih krogih, na določenih šolah je to žal.
sem na lastno oči videla, ker je bila ena marči tudi v eni takih šol, pač je prišla bila vaša zdravstvena, pa je naredila, to v letu, ki je imela že potravce, pa smo dali na eno tako šolo, ki ne slovi ravno po zglednosti, ko rečem, ne bom povedala kjera, ampak vseeno, ampak tam dejansko si za obokov, že pa si sploh malo ne nadobniki si obokov prepovedane substance in so res je bilo hudono. Danes mi je malo žal, mogoče bi lahko bolj umilila to zadevo, ampak sem hotela pokazati to brutalno. Kako ona pride z tistega zaščitenega sveta v neki džunglo, kjer moraš ti preživeti. In to sem hotela pokazati. Mogoče sem jaz malo ne pretiravala tako, ampak lahko bi malo bolj slavno to naredila. Upam, da nikoga prizadeva. Znam smo se sprašvali za tega, ki so dosti mladi. Je pa to kar realno, no? Kar realno je žal. Točno taka zadeva. Letos ste tudi izdali prvi avtorski roman, ki ste lahko berljiv, no? Cvetje in ogenj. Pa bi vas prosila, da jo malo predstavite, pa v bistvu pač, kaj vi razumete kot izraz lahko branje? Ja, lahko branje je v bistvu prevod iz knjizi Turit, angleško. In včasih ljudje ne razumejo čisto dobro. Zadnjič sem eni kolegici razlagala, sem rekla, ja, bo prišel na prvi avtorski roman, lahko branje, tega pa je to ogromno. Jo, Leona Viktorija Volk pa doktor romani, to je lahko branje. Sem rekla, ne, ti misliš rumeno literaturo, ti misliš trivialno, ti misliš lahkotno branje. To pa ni, to je pa lahko branje za ljudi, ki ne morejo brati običajnih knjig. Mi smo to naredili v bistvu z uporabniki Doma Črna na Koroškem, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju in oni niso sposobni na take knjige prebrati, ki jo ne razumejo, ne? Enostavno ne razumejo. Težka je za njih. In zato smo rekli, dajmo pa skupaj narediti eno tako knjigo, ki bo pa zelo, zelo enostavna, ampak ima pa vsebino za odrasle. Zdaj, kaj mislite, da kaj lahko oni berejo? A imamo kakšno literaturo, ki bi oni lahko brali? Kaj je tako zelo enostavno? Ja, slike, kakšne otroške knjige, stripi, ne? Ampak, a veste, kakšna vsebina je v otroških knjigah pa pravljica? Ni ravno za enega 30-letnika. Vse luštno brati, jaz tudi luštno pravljico z veseljem preberem, ampak bi pa brala še kaj drugega. In zato je to nastalo, ta Cvetje in ogenj. Zbirka je Julija in Peter, ki smo se tudi za glavni osebi zmislili, pa odrasla, ki se zaljubta. To je Peter pa Julija Svetličarka. Zdaj smo pa skupaj šli pisati v en njihov dom, ki je pod Peco, topli. In sem jaz rekla, lejte, dajmo zbrati imena, pa smo zbrali imena. Kaj bo to poklical? Ja, kaj bi bilo, da lahko kuharca, ma ne, kuharca, to sleze. In tako smo se pogovarjali, da smo pa šli do Svetličarke. Gasilec je pa kar sam padal, zato ker je ravno tukaj so leteti slave v Bosni, pa Srbiji, pa tam na Hrvaškem in so gasilci bili res tisti heroes, ne? Pri njej bo gasilec. In potem je nastala pač zgodba, ki je napisana. Če bi jo strnili, je to napisano na 10 straneh, boste videli, če boste odblizu pogledali, da je zelo naredko. Pravi, veliko prostora med vrsticami, razmik, črke so povečane, vsaka poved je v svoji vrsti, ponavadi so to enostavčne povedi, če so pa dvostavčne, je pa vsaka v svoji vrsti. Slike so, kot ste že ukazili, in pa pogovor ni označen z opičjem, pa z narekovaj spodaj in se zaključi z narekovaj zgoraj, ampak je samo v krepnem tisku. To mi je lažje brati. In tukaj zadaj imamo tudi osebe označene, če se malce zmedejo, kdo je kdo in kaj je to. Potem imamo tukaj v osnovi napisano Julija, kakšna je, po poklicu Svetličarka, stara 23 let, dela v Svetličarni Eli, ker prodaja rože, živi v hiši na barju in tako naprej, osnovne stvari. In te ljudje, odrasli, s katerimi smo to napisali, so bili tako navdušeni, ko so videli to skupaj, da smo to skupaj knjigo naredili, da seveda smo šli pisati že drugo. Imamo tudi že napisano Moda in naroda v naslov, ker se seveda gre naprej zgodba.
Tukaj namreč se zgodba zaplete, zato ker je pomanjkljiva komunikacija med glavnima osebama, kar je tudi dosti realno, ne? Ljubezen, ljubosumje, to oni hočejo vrati, ne, o kraljičnem, ne. Ampak zanimivo je pa mogoče še to, da povem še to, da niso brali samo ljudje z motnjami duševnega razvoja. Ena gospa je zadnjič starejša tole odprla, rekla, juhu, jaz pa to lahko berem, jaz drugače vedno takole delam, pa nič ne vidim. To je pa dosti veliko zame, ne. To se pravi, tudi za starejše, ko imajo probleme s vidom lahko. Ali pa za dementne starejše ljudi, ki imajo recimo probleme s možgani, s dojemanjem, ali pa za priseljence. Ravno naslednji teden grem v azilni dom, kjer bom predstavljala to knjigo tisti, ki znajo slovensko tako dobro. Ker je zelo enostavna in bomo slike gledali več ali manj, pa je zelo enostavno potrebovati. Tako da tudi za tujce, ki pridejo k nam, recimo jaz imam enega kolegico na fakulteti, ki ima moža Nizozemca, on zelo slabo slovensko govori, ampak to je uspel prebrati. Ali pa tudi vplivajoče bralce, tisti, ki se težko lotijo kakšne knjige, znači en fantak rekel, prebral sem knjigo, da prava knjiga je, da bile petnice, to vse, ne? Prava knjiga je, to niso petnice, to je tako da to je bil pač naš namen, da posežemo še na to stran. Zdaj bi napravila še ena pesem zapela. Ruže, ki divje cvetijo, odperi me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z zadnjim refrenom. Povabi me včasih, kraje neznane, zjutraj pod oknom, beli cigane, vej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po vodi, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Zdaj pa, če bi še kaj sporočili nam Jaka, imate kaj, kar bi še sporočili? To sem zato rekla, ker je ravno kar na Švedskem, ki je v Stockholmu, ko smo doživeli teroristični napad in sem še vedno pretresena kot v petek in res si želim, da ne bi bilo. Sem nas res spravila na tako situacijo, da smo se bali. Enostavno to želijo ti teroristi, da bi se bali in naslednji dan, ko sem bila pa blazno vesela, ko sem videla, da pa se Švedi ne dajo. Naslednji dan je prišlo okolje spet čez polno. Z vozički, z otroki, normalno so živeli naprej in to je bistvo. Ne pustimo zastrašiti. Ampak ni to sporočilo je mogoče bolj to, da ta različnost, ali pa včasih smo rekli drugačnost, danes rečemo različnost, da bi mogoče bolj sprejeti, da bi tudi mi imeli nekaj od tega. V bistvu se zelo hitro znajdemo v situaciji, da obsojamo. Tale ni čisto tako, kot bi mi želeli, pa rečemo, lej, prevelik je, premejten je, pristup je, predebo je, ve kašeno, ne, in ga že nekako karakteriziramo. In to je smisel, da bi morali na to bolj paziti. Pozorni biti, da zelo hitro povleče v to situacijo, da potem
drugi, ne. Ne bodi kot drugi, tudi Lajnšček pravi, ne. Ne prekitaj kot ovca, pa ne hodi kot pa vse unej kot ovce, svojo glavo mislite, to je sporočilo. Svojo glavo vedno mislite, pa delate po srcu, če sto drugih reče, da ni tako prav. Zdaj pa, če imaš še kakšno vprašanje, si želeno vprašati. Ok, boš tudi. Vse se obo. Koliko časa porabite za pisanje knjige? Je to pa zelo različno. Recimo bi rekla, da ta Žiga špaget je vložil okrog, da je na hitro napisano, ne? Pa ni, ne? Za Žiga špageta sem rabila skoraj 1 leto, da sem ga izpilila, čeprav je samo ena stran A4. Tako da je tudi 1 leto lahko pišeš slikanco, če hočeš, da je res dobra, ker otrok ne smeš podcenjevati, kakšni pa rečejo, ja, pa sem šel po gozdu, pa sem videl metuljčka, pa že napišem zgodbo, ne? Pravljico za otroke, to ni redo. Drugač pa recimo za tole iz Maja pojedel sonce, to je pač tudi slepi junak nastopa, slepi instantno vida. In jaz sem pa na kitajskem in sem napisala pač, on gre na kitajsko videti sončno mor, tako kot sem prišla jaz s svojo ščirjo. In zato sem porabila ogromno časa, ker je veliko podatkov, ker je pač v osnovi podpis. In sem morala veliko googlati, voditi zapisko in tako naprej, da smo te podatke. Drugač pa, kakšno ti pa kar pada, ne? Recimo ta Cvet je noga smo v bistvu 3 dni napisali. Ko smo sedeli tam v tisti karavli, v topli in smo se pogovarjali in to kar šlo. Ene tako ideja in drugo. In tako da se mi pa zdi prav, da se potrudiš za knjigo za vsako, pa da veš, o čem pisati. Če mogoče poznate, seveda poznate Da Vinčijeva šifro, Ena mravna spina, mogoče gledati, tam nastopa kdo? V glavni vlogi morilca, se spomnite? Silas, ne? Dan Brown se tudi piše v knjigi Veverine Kodrik, ki je naredil veliko škode Albinom, ki je dal pač Albina za morilca. Tudi neumno je, ker vsi Albini imajo težave z vidom. Kako bo zdaj ta morilc nekoga sledil po Evropi, ne? Se pokeca, s pelo palco bo prišel, pobral bo pivske novice v Grajcu, mislim. To ne smeš narediti, to moraš res se pozanimati. Jaz sem imela srečo ravno pri teh Cvetnih nogah, sem nastopala na enem TED-u, na enem TEDxu in je bil vmes v naši ekipi tudi gasilci. Kaj da bi ga je, ne vem, to poslal tako. In sem rekla, Robert, jaz pa moram vedeti, kaj delajo gasilci, da ne bom kakšnega kozla ustrelila v knjigi, ne? Je rekel, ni problem, priditi na Vojkovo, na gasilsko brigado, to bomo vse povedali. In jaz pridem ščerjo tja in smo bili cel dopoldan tam, še vmes je bila celo intervencija, hvala, Robert, se ne bilo treba, ampak se ne smemo hecati s tem. Jaz pa prav intervencija je bila zazvonil, je Lara, oni so spočili v tiste svoje obleke, da so bili takole, cak pa so bili že v avto, ne moš verjeti. Krasni so. Vse smo zvedeli, potem sem lahko pisala knjigo. Se pravi, ja, še vedeti možem, kaj pisati. To še kakšno vprašanje? Mogoče Veronikinih Kodrik, obsedenost z materialnimi vrednotami, naprimer starši, mislim, vrnikarja. Žal tudi taki so. Imamo nekaj znancev, ki bi dali za nov avto ali pa novo televizijo, novo plazmo, vse. Sploh ni bistveno drugo. Moji družini, hvala Bogu, bilo tako, mi smo imeli zadnji televizijo, mi smo se s tem pohvalili, to je za nas vrednota. Smo tako vzgajali starši, ne? Mojega starega avto smo ga zelo naprej. Tako da, jaz mislim, da ta kapitalizem, v katerem pač ste vi prisiljeni kot mladi živeti, nas dela potrošnike, gledajte, kako je s telefoni, ne? Naprej hočemo biti nove, a je tako? Ni boljši uzbak, nezavedno in vi ste zdaj v bistvu target, vi ste tarča, na kateri bo poligon za to, kaj se proizvode, ne? Tukaj morate to zelo paziti, no? Res me zelo hitro vas dobijo, nas dobijo vse skupaj. To je zasvojeno s tem in vaša družba je pač taka, ampak že to, da ste tukaj, da berete knjige, nekaj pomene.
niste zasvojeni z materialnimi stvarmi, prač ne bi. Kaj pa ta vpliv profesorja na mlade, da ste to črpali? To pa tudi iz lastne izkušnje, ker jaz sem hotela prej študirati biologijo, zdaj sem šla pa na gimnazijo in sem imela tam enega profesorja, ki je bil psiholog, psihologijo predal. Jaz sem se čisto zaljubila v psihologijo. Tak je bil kot je noče, no, res fantastičen. Zanimivo je predaval, tako da učitelj lahko ti priskuti predmet, ali ti ga pa naredi blazno zanimivo. Tako da ta vpliv je mogoče podcenjevan. Dober učitelj lahko z nekega otroka, učenca, dijaka naredi čudo. Vsi smo sposobni, da ti pa odpre neko zanimivo temo, neko zanimivo področje, absolutno. In obratno, da ti pa priskuti predmet do končevanja. Veliko moč imamo učitelji, tega bi se morali zavedati. Vse zavedamo, ne? Učiteljice. No, prej smo tudi zvedeli, da ste mati 4 hčera. Pa me se zdaj, pač vaša domača vzgoja, pač se čisto poteka. Ja, lahko govorimo o pretekliku, ki je potekala, ker so že vse samostojne zdaj, ampak je bilo pa težko z njimi. Koliko sem imela težko puberteto, sem imela tudi one težko. Mene mami dostakrat rekla, bo že videla, ko še imela svoje otroke, bo že videla, pa se je res to zgodilo, da sem videla, ko vse 4 so ga sekale prav pošteno, ampak danes so fantastične konce. Ko govoriš, daješ vzgled vse, pa si misliš, da to pada v luknjo. Kaj pa brez veze? Kaj pa če za 20 let dobiš pa svoje stavke nazaj? Rečeš, jes, to je to. Ni bilo za manj, nisem brez veze govoril, razlagal, izvajal. No, so fantastični, res. Prav pokvarni se zelo dobro zaškopno. Predvsem sem jih to učila, no res, misli svojo glavo, vedno srce poslušaj, moralo, tudi svojo, ne kar nekaj, ne zato, ker je pač bolj ugodno nekaj narediti. To se je potem nekako obrestovalo. Jaz imam samo še par stvari, ki jih lahko potipate. Tole recimo je učbenik v angleščini za srednjo šolo. Je sicer ne bo treba predpraviti. Ni prestrašeni, ampak ko ste si predstavljamo, kako težje v bistvu za slepega, da se prebija skozi tole, ne? Imate zdaj super take učbenike z raznimi ugankami, izpolnjevalkami, križankami, ne vem kaj. To je pa vse napisano linearno in v bistvu začel dolgčas, ne? Nobeni slikni in to je v bistvu dosti težko prijeti, pa še zelo so širni te učbeniki. Tako da lahko malo potipate, pa malo preberete, če bo kdo znal. Imate glasilo, slepih in slabovidnih, to je sicer za slabovidne, pa ste videli, da je ena značilnost, in sicer, da je velik tisk, sprav za slabovidne mi tako prilagodimo mi to zadevo, da je večji tisk, pa lahko berejo, pa tudi da slepi, da recimo Times New Roman, ali pa počne zoprne črke, take neberljive. To sem prinesla s sabo. To sem prinesla s seboj tudi še nekaj, da vam lahko tudi tukaj pusti. To zgleda brajica, recimo. Da boste lahko naučila besedo za švicarca, sem rekla. Kaj pa profesorjem, da bodo najbolj izgledati. Pa še nekaj pripomočkov, s katerimi mi razvijamo recimo tip pri slepih otrokih. Mi vsi poznamo čustvenčke, ki se zelo veliko uporabljajo v našem metajeziku, v vašem metajeziku. Razne čustvenčke za žalost, za smeh in tako naprej. To morajo slepi tudi poznati. Tudi znajo to narediti in zato smo naredili tako igro, ki je bo mogoče postipati. To je v bistvu spomin ali pa poišči pare in potem slepi lahko na ta način igrajo in spoznavajo tudi čustva, izraze čustva, čustvenčke, emotikone. Tako malo pogledate. Potem tudi razne take stvari, ki so zanimive tudi za otroke v vrtcu ali pa kasneje, ko mi vemo, da je naša civilizacija zelo navit. Pač vid je res najvišji čut in tip dostnost pozabljamo in zato lahko se slepi tudi taki, ki vidijo lahko potem, ko igrajo, ne?
Potem mogoče je zanimivo ta dodatek driva vrstisa, ker lahko s tem bistvu dodatkom delajo z običajnim računalnikom. Mi jih naučimo pisati na običajnem računalniku, tipkajo normalno, s tem zravno tudi govorim. Ker pa ne vidijo v Wordu, če napišejo na zaslon, pa te spode eno tako vrstico, na kateri se jim ena vrsta na zaslonu izpiše, pa tudi v pikah. Ko grejo s kursorjem na drugo vrstico, se jim spet nekaj novega izpiše, in to je ta brajeva vrstica. Oni s tem lahko googlajo, lahko po Facebooku govorijo, s komokoli četajo, vsako, tudi knjigo recimo lahko prinesem jaz na zgoščenki ali pa na ključku, pa lahko preko tega ne rabijo, tista špeha, da je to tam. To, še kaj tajska, potem mogoče tipni zemljevid, ne? Slovenija pa najbolj pomembna, največja mesta tukajle, narejeno tako, da lahko to otipamo, ko se učimo pri geografiji. Vse, kar je za potipati, ne? Naprimer, tudi take zemljevid, recimo nekega WC-ja v knjižnici, da lahko svet točno ve, školjka je tam, ne da vse pretipa ni ravno super, ne, podrajce. Tako da to si lahko pač malo papirate. Torej, jaz bi še za zaključek se zahvalila gospe Aksini Kermauner, mi bomo seveda to malo še podaljšali, vi lahko še to pogledate, lahko verjetno tudi pristopijo, če bodo kaj vprašali, če nas kakšno vprašanje bolj individualno. Drugače bi pa zaključila z 3 zadevami. In sicer eno je, da moramo biti pogumni, če sem prav razumela, kot ste rekli, in pa 2 zadevi še, to se pravi, vse, kar počnemo v življenju, moramo početi ljubezni. To o tem govorijo vaši romani, to ste sami poudarili pri profesorjevem delu in seveda tudi pri vašem delu, tako sedaj pri učenju, kot kasneje v svojem poklicu in seveda, kot ste zaključili v svoji družini. Če počnemo stvari s strastjo, z ljubeznijo, potem mi počnemo dobro, imamo od tega sami korist, seveda ima pa korist od tega tudi naše okolje oziroma naši bližnji. Tako da jaz bi se vam zahvalila za prisotnost, za posluh, še marsikaj bomo lahko med poukom predebatirali, zdaj pa le individualno, če bo kakšno vprašanje, malce si še pogledajte stvari in... Najlepša hvala tudi vam za posluh, vi ste zelo potrpežljivi, jaz veliko govorim. Pač želim vam te stvari prenesti, kar se je meni zdelo prav, da hvala, pa vaša profesorica povedala vse, ki je Hvala še enkrat, hvala tebi.